Padajvičuje pokoj, najpočujo miru, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za križem bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za križem bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod mi pa daj večer in pokoj. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi domači, dragi svojci in vsi navzoči, Kristus križani in od mrtvih ostali nas vabi, pridite k meni vsi, ki ste žalostni, in jaz vas bom potolažil. Spomin našega krsta in znamenje upanja, da bo Bog pokojnemu očetu Antonu in nam vsem dal novo in neumrljivo telo, blagoslavljam to mrtvo telo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo. Bog Oče, priporočamo Ti našega brata Antona. Z neizmerno ljubeznijo si ga vedno spremljal v tem življenju, ki je zdaj minilo. Zaradi svojega usmiljenja ga popelji v svoj raj, kjer ne bo ne žalovanja, ne vpitja, ne bolečin, temveč mir in veselje s Tvojim Sinom in Svetim Duhom vekomaj. Amen. Molimo tudi za žalujoče domače. Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, z večno ljubeznijo nas ljubiš in senco smrti spreminjaš v zarjo novega življenja. Prosimo Te, ozri se na vse, ki žalujejo za rajnim očetom, da se bodo iz temen žalosti dvignili k luči in miru, kjer Ti bivaš po Kristusu našem Gospodu. Amen. V imenu pokojnega ata, Antona Krta, Devovčovega ata, izrečem besedo vsem ljudem, ki so mu pomagali v življenju, iskren bohlonaj. Bog povrni, hvala. Prosi odpuščanja vse, kogar je morda prizadel v življenju. On sam je vsem odpustil. Zdaj mu bomo sinovi in že tudi vnuki zapeli njegovo tako srčno željeno pesem, psalm, judovska pesem, Usmili se me Bog. 50 let je bil na koru in je pomagal na mekinskih pogrebih peti to pesem, naj jo sliši še v nebeški slavi zdaj. Usmili se me Bog po svoji milosrčnosti, svojem velikem usmiljenju.
izbriši mojo pregriho. Popolnoma izmi mojo krivdo, mojega griha me očisti. Svoje pregrihe priznavam, moj greh mi je živo v spominu. Grešil sem zoper tebe samega, kar je zlo v tvojih očih sem storil. Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Pojdimo v Kristusovem miru in pokojnega delavčevega rata, ki ga imamo danes zadnjikrat v svoji sredi, ko spremimo našo cerkev.
Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi svojci in vsi navzoči, Kristus skrižani in od mrtvih vstali nas vabi, pridite k meni vsi, ki ste žalostni, in jaz vas bom poživil. Od rajnega očeta Toneta. Njegova smrt nas je močno pretresla. Da v veri upamo, da pokojni živi v Bogu, ki nas je ustvaril zase in ki more uresničiti naše ljubne krepenje. Posprejmo ga zadnjikrat v našo domačo cerkev in zanj molimo. V spomin našega krsta in v znamenje upanja, da bo Bog pokojnemu in nam vsem dal novo in neumrljivo telo, blagoslavljam to mrtvo telo, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, prosimo Te za Tvojega vernika Antona, ki si ga poklical z tega sveta k sebi. Odpusti mu vse prestopke in grehe in ga privedi v družbo svojih svetnikov. Naj uživa s Teboj polnost večnega življenja, ki si ga nekoč ubil Abrahamu in njegovim potomcem po Kristusu, našim Gospodu. Amen. Molimo tudi za željoče, Oče, posmilja Bog se tolažbe, z večno ljubezni nas ljubiš in senco smrti spreminjaš v zarjo novega življenja. Prosimo Te, ozri se na vse, ki želijo za rajnim očetom, da se bodo iz teme in žalosti mili v luči in miru po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Se po dolu, mrak jutra in nad vasjo, ziblje se škrjanček v sanji, Krili parviža, no, se smeji. Parviža, leta mogočni žar, vir življenja vse do krepenenja. Oj, kako ti veci vesel, zelo se ljubilo blisto grin drobno, odpre oko, njemu vrato pa sledi, kar delo sedi drgav. Blesek nad vasjo, in škrjanček se iz nida dvigne, k nebu švigne, grlo se mu drobi, glasov svojih sto zveni. Glasov svojih sto veselje pojdi, ki bivaš nad višino, ki čuvaš mi dolino, in zre srca dobi.
vstal od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Evangeljske besede naj izbrišejo naše grehe. Spoštovani verni kristijani, umri, da se pokaže, kdo in kaj si bil, je zapisal pisatelj Finčkar. Vsi, ki smo poznali pokojnega očeta, vemo, kdo in kaj je bil. Tudi današnja udeležba pri pogrebu pove, da veste, kdo in kaj je bil pokojni. Bil je človek, kakršnih je malo, kristjan, kakršnih je malo, Slovenc, kakršnih je malo, vreden vsega spoštovanja. Pravkar smo slišali evangelij po Luku o Jezusovi smrti. Ko je poganski stotnik videl, kako spokojno je umiral Kristus, kako mirno je spregovoril besedo: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Poganski stotnik je veroval, to ni navaden človek. Bil je pravičen. In to oznako poganskega stotnika na Jezusa lahko uporabimo tudi na pokojnega devočega očeta. Bil je pravičen. To se pravi, dal je Bogu, kar je Božjega, in človeku, ljudem, kar je njihovega. Zato je ustanovil pred 70 leti svojo družino in tisti dogodek še pomnil. In v svojem srečnem zakonu s pokojno ženo, mamo, je imel 8 otrok. Žal je gospodar na domu, ki je imel 9 otrok, že v grobu. In se bosta z očetom srečala pri Bogu in pri mami. Družinski oče, vojna vihra, povojne razmere, on pa vedno pravičen. Nasproti Bogu, nasproti ljudem. Zato ga je spremljal poseben Božji blagoslov. Velik častilc srca Jezusovega. Leta in leta je opravljal prve petke. Zadnje leto, ko ne mogo več v cerkev, je gospod župnik šel vsak dan obhajati. In prav na večer, pred prvim petkom v avgustu, ki bo jutri, odhaja ta častilc Božjega srca poplačilo k Bogu. Bil je pravičen. Vse življenje globoko veren. Vera mu ni bila samo neka zunanjost, neka naučenost, temveč tisto prepričanje. Bog me ljubi, Bog me ima rad in Bog me podpira in Bog me vse daje, kar imam, in brez Boga ničesar nimam. In iz te globoke vere je živo delo trpel. Bil je pravičen do družine, vzgoja, beseda,
vodstvo župnije nad 50 let je pripeval na tem cerkvenem koru in v 50-letnici dobil priznanje za petje in sodelovanje v župniji od nadškofa dr. Šuštarja. Bil je pravičen človek. In na praznik gospodovega spremenelja odhaja od nas. Danes obhajamo gospodovo spremenjenje, ko si opričal 3 apostolov spremenil, pokazal, kakšen bo v sijaju v večnosti. Kakšna sreča za pokojnega vernika in kristjana, da odhaja prav na ta praznik, da uživa večno slavo, da uživa Boga takega, kakršen je. Kar oko ni videlo, oko ni slišalo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Kakšna misel nas danes spremlja, dragi kristjani? Ali bo vse končalo s tem pogrebom? Ne. Zanj bomo molili. Zanj bosta oba sinova, duhovnika, vsak dan pri sveti maši zanj molila. Kakšen blagoslov za očeta, za mater, za domače, da njihov otrok, sin, otrok njihove krvi, daruje Kristusovo daritev. Moli, prosi nebeškega očeta. Kako nekaj velikega je duhovniški poklic in kako srečni so starši, ki delajo, molijo in živijo tako, da pospešujejo duhovne poklice. In še ena misel me spremlja, ko premišljujem njegovo življenje. Ko sem otrok, koliko začel vznik vaši in odvaše, občudoval njegovo veselost, njegovo življenjsko držo, vedno optimist, vedno dobre volje. Ali ni srečna družina tisti potok sreče, ki ljudem daje veselje? Vse mogoče debatiramo in govorimo o prenovi slovenske družbe. Pametne in še več nespametnih stvari slišimo. Bojni oče je živ iz Božje besede. Večkrat je citiral Svetopismo. Večkrat hodil na Božja pota, blizu in daleč. Večkrat svojim otrokom strnil izgled. Družina, dragi prijatelji, je tista celica, ki nas edina more rešiti v tej negotovosti, v tej dobi postkomunizma. Samo dobre družine, samo zdrave družine, družine, ki so v službi življenja, družine, ki živijo za otroka, ki hočejo otroka tudi za Slovenca in za kristjana. Družine, ki so pokončne, ki se ne pustijo premagati z javnim mnenjem, ki je danes vedno bolj nasprotno kristjanom in vsakemu delovanje kristjanov v javnem življenju. Družine nas bodo rešile. In zato ne bi danes vsak, ki je navzoč pri tem pogrebu, premišljal, kaj pa moja družina stori za versko življenje v domači družini, v župniji, v našem narodu. Kaj jaz pomagam k dvigu rasti duhovnega in kulturnega življenja slovenskega naroda v novi slovenski državi. To je naša velika dolžnost, dragi prijatelji, da gremo ven iz tega strahu, iz zampečka in da začnemo res živeti kot kristjani, brez strahu, pogumno in da posod pokažemo svojo vero, začnemo
Marijo vzeti k sebi. Vzeti Marijo k sebi v svojo družino. Mojo, tvojo, usledeno slovensko družino. Vzeti Marijo. In to Marijo ljubiti, častiti, tej Mariji moliti in otroke vzgajati v ljubezni do Marije. Vzeti k sebi Marijo, mož in žena, da boste bolj dobra, bolj potrpežljiva, da boste res pokončna kristjana. Vzeti Marijo k sebi, mlademu človeku, je potrebno, da bo Bogu z Marino pomočjo pošteno, čisto živeti in se lepo pripravljati na ustanovitev nove družine, nove krščanske družine. Ni dovolj, da smo samo pri pogrebu in da molimo za pokojnega očeta. Hvala Bogu vam, hvala vam. Toda vsak mora iti tudi vase in res začeti pravično krščansko življenje. Življenje krščanskih vernih družin v naši preteklosti, kajti samo verne družine, dobre šole in pošteno delo, to je reševalo slovenskega človeka. In to je tudi reševalo pokojnega očeta. Vse to moramo danes po pogrebu tega velikega kristjana in velikega Slovenca reševati in res narediti tudi sklep, da bo ponovno v življenju, da bo moje življenje resnično v službi Boga in bližnjega in da me bo Bog vedno spremljal, pa Mati Božja Marija. Za pokojnega očeta bomo darovati se Tomaš, ki je središče vere. Kdor ljubi Mašo, da bo postal veren. Kdor moli, da bo postal veren. Kdor Marijo časti, da se ne pogubi. Amen. Prosimo za duše naših krajnih bratov in sestr, sorodnikov, dobrovnikov, vodnikov sorodnika tudi plačilov. Za vse, ki skrbijo za javne zadeve domovine, da bi pospeševali mir in blaginjo. Prosimo, da različijo. Skrbijo na duši ali na telesu, da bi nikoli ne mislili, da jih je Bog zapustil. Prosimo, da različijo. Gospod, dušo svojega rajnega služabnika, očina Antona in zurdostite me in kraja trpljenja. Prosimo, da različijo. Prosimo, Gospod, sebi naprej miru in luči. Prosimo, da različijo. Naše umrle zloče, pokojno mamo Manco, brata Jonuta in vse dobrovnike sprejmi v svoje slave. Prosimo, da različijo. Vse privedi v nebeško kraljestvo. Prosimo, da različijo. Prosimo, Bogostva, našlicu vernih, vodili svoj vek odpuščanja srediku, da zaradi naših prošlo steže usmiljenje, ki so ga vedno želeli, po Kristusu našem Gospodu. Pridite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je povedal
svoje cerkve razširjene v vsem svetu, s popolnim ljubezni skupaj z našim papežem Janezom Pavlom, našim školom Antolo iz Jožefom in vsemi, ki služijo Italijo. Spomni se našega Antona, njegove žene mame Ance in brata Jožeta in drugih sorodnikov, dobrotnikov, ki si jih iz tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, med njim tudi ustane jo večno življenje. Smili se vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jih daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z angeli, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in sledili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Oče naš, zapri Oče naš, za njegovo pokojno ženo Manco, sina Jožeta in vse ostale, za vse parade in dobrotnike, za duhovnike te župnije. Molili bomo tudi za spremenjenje našega naroda, za poštene voditelje in za Božji blagoslov in Marijino varstvo naši slovenski državi.
nikomaj ne bo umrl. Gospod Jezus, mrtve si obujal k življenju, podeli večno življenje tudi našemu bratu. Prosimo te, usliši nas. Očistil si našega brata pri svetem krstu in ga ukrepil svetim maziljenje. Pridruži ga svojim svetnikom in izvoljeni. Prosimo te, usliši nas. O Bog tvoj dni ni števila in tvojemu usmilni konca. Vsaka smrt nas spominja, da je naše življenje kratko in negotovo. Zvesti tvoj cerkvi in našemu narodu, naj ti na zemlji, pod varstvom Božje Matere Marije, služimo v zaupni in trdni veri, da skupaj z našimi rajnimi dospemo v tvoje kraljestvo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospodaj njemu in vsem rajnim večni pokoj. In večna duša in sveti. Naj počivajo v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen.
Jaz sem pa ta drug prosil. Ne, mene ne. Še doma, dan pridem, levo, Časi, ko je dedek še živel in svojim je vnukom lepe pesmice pel. Le ena je v dedku želja gorila, da bi po vnuki vam sem živela. Minila so leta, vnuki so po svetu šli in dedkovih pesmi niso več prepevali. Le ena dedka ni še pozabil in pesmi njegove veselo prepeva. Po svoje, kad drugi delajo, nič ga ne moti. Po stari dedkovi poti, on misli in poje, dela po svoje. On poje dedkove pesmi, on stopa po stari dedkovi